Lepo pozdravljeni in dobrodošli na današnjem webinarju za učitelje zgodovine. Hvala vam, da ste se odločili, da boste današnje popoldne preživeli v naši družbi. Z vami bova Sonja Bregar Macini, avtorica naših učnih gradiv za zgodovino, in jaz, Tihana Kortin Jeraj, urednica gradiv za zgodovino. Vi in vaši učenci ste že nekaj časa nazaj v šoli, šolske klopi so že dobro ogrete. In upam, da je šolanje nadaljavo le še oddaljen spomin, upam, da ne preveč grenak. Izkušnja šolanja nadaljavo je bila popolnoma nova za vse, tako za vas, za vaše učence in tudi za starše. Šolanje na domu, kdo bo bolje vedel kot vi, je imelo svoje dobre, pa tudi seveda malo manj dobre plati. Bilo je naporno, upam, da včasih tudi zabavno. Vsekakor je pa res, da bomo iz te situacije išli kot pravi zmagovalci samo, če se bomo znali iz tega kaj naučiti. Nesporno dejstvo je, da ste med šolanjem nadaljavo vi in vaši učenci pridobili številna nova znanja in veščine. Tukaj mislim predvsem na računalniška znanja. In seveda škoda bi bilo, da bi med poukom v živo na vsa ta znanja pozabili. En izmed takih elementov šolanja nadaljavo, ki je zelo uporaben tudi pri poučevanju v živo, je redna raba spletnih učilnic. Naša današnja predavateljica Sonja Bregar Macini je uporabo spletnih učilnic prenesla tudi v poučevanje v živo in s tem pri pouku dosegla številne pozitivne učinke. Kako uporablja spletne učilnice, pri katerih temah, na kakšen način in predvsem kako se na to odzivajo njeni učenci pri pouku zgodovine, vam bo povedala v nadaljevanju. Preden pa predam besedo, vas pa samo še povabim, da lahko tudi med Sonjinim predavanjem ji postavite vprašanja, lahko jih napišete v klepet ali pa v spodnjo rubriko Questions and Answers. Sonjo bova odgovarjali sproti, še najboljš pa bo verjetno, če bo Sonja na koncu svojega predavanja na vsa vprašanja odgovorila v živo. Zdaj sem pa dala še Sonji samo dovoljenje, da deli z vami zaslon in s tem ji predajam tudi besedo. Sonja, izvoli. Hvala, dober dan. Torej, kot je že Tihana povedala, je priporočilo ministrstva in Zavoda za šolstvo, da se tudi pri rednem pouku oziroma po vrnitvi v šolo še vedno v nekem deležu, sicer manjšem deležu, izvaja pouk s pomočjo spletnih učilnic, ker gre to pač za sodoben čas in temu primerno tudi uporabo informacijske tehnologije pri pouku v osnovni šoli. Zdaj, meni osebno se tekom rednega pouka najbolj smiselno zdi, da prek spletnih učilnic obravnavam izbirne vsebine. Torej, obravnava izbirnih vsebin je zato zelo primerna, ker lahko na ta način tudi delno razbremenim pouk v šoli v smislu prihranka časa in na ta račun preostane več časa za obravnavo obveznih tem. Torej, to, kar sem zdaj pripravila danes za predstavitev, je tako, da kombiniram spletno učilnico, torej samostojno delo učencev v spletni učilnici in pa potem en manjši del tudi v razredu. Samostojnim učenjem posameznih sklopov izbirne teme v spletni učilnici lahko tako učencem prav tako kot v šoli omogočimo sodelovalno delo, bodisi v parih, bodisi v manjših skupinah, ter jih hkrati navajamo na uporabo informacijske tehnologije in pa tudi različnih aplikacij, ki so jih učenci morda spoznali že tekom pouka nadaljavo. In te aplikacije lahko tudi potem kasneje uporabljajo za učenje, za predstavitve, tudi pri drugih predmetih, ne samo pri pouku zgodovine. Seveda je pa potrebno pri obravnavi obvezne oziroma katerekoli vsebine, zdaj v mojem primeru neobvezne učne izbirne teme v spletni učilnici, le to načrtovati pravočasno.
torej še pred iztekom obravnave obvezne vsebine. Približno 14 dni naj bi imeli učenci časa za obravnavo samostojno delo v spletni učilnici, da lahko potem, ko se izteče obravnava obvezne teme, določene stvari učenci predstavijo v šoli, torej kar so se naučili. Za današnji dan sem pripravila izbirno temo za 8. razred, in sicer življenje v 19. stoletju. To pa se v bistvu navezuje že na dve zadnji obvezni temi, in sicer na industrializacijo in vzpon meščanstva. Pri obravnavi omenjenih obveznih tem učenci samo delno in površinsko spoznajo, se seznanijo z vsebinami življenja v 19. stoletju in jih lahko tako z izbirno temo nekoliko bolj poglobljeno tudi spoznajo. Ko sem načrtovala izbirno vsebino spletne učilnice, sem res izhajala iz samostojnega delovnega zvezka. Zdaj bom pa delila zaslon, tako da bom prikazala, kako sem si te stvari zamislila. A se vidi? Ja, vidi se vse, ok. Dobro, ja. Torej, v samostojnem delovnem zvezku za zgodovino je ta učna vsebina, kot sem že omenila, na koncu, torej po obravnavi vseh obveznih tem, z naslovom Življenje ljudi v 19. stoletju. Sami posamezni vsebinski sklopi se pa nanašajo na življenje in delo tovarniških delavcev, potem en sklop je reševanje delavskega vprašanja, potem spremembe v družini 19. stoletja in čisto na koncu še sklop zahteve žensk v 19. stoletju. Didaktične strategije, ki sem se jih nekako odločila, nekako tudi sovpadajo s tistimi didaktičnimi strategijami, ki so ustrezne za delo na daljavo oziroma za delo v spletni učilnici. In vsekakor je to lahko sem sodi delo, sodelovalno delo, ker lahko učencem ponudimo možnost, če je ta možnost seveda, da se družijo oziroma da to delajo skupaj. Če pa te možnosti ni, glede na razmere in trenutno situacijo, in verjetno bo ta situacija tudi v poznih pomladanskih mesecih, pa se lahko učenci sodelovalno učijo in povežejo prek Teamsa, ki so ga pa navajeni iz pouka na daljavo. In pa seveda delo z viri in besedilom, ki je v samostojnem delovnem zvezku. Vključila sem raznolike aplikacije, ki jih pa niso vsi učenci deležni, ampak le posamezna skupina nekaterih, zato v bistvu, da ne bo pomislekov toliko različnih aplikacij, ne lahko zmede učenca, s čimer se strinjam. Je pa tudi res, da so vse te spletne aplikacije učenci že spoznali tekom pouka na daljavo, tako da v bistvu jim to ne predstavlja nobene novosti. Potem sem vključila v obravnavo učne teme tudi bralne učne strategije in seveda izhajala, kot sem že omenila, iz samostojnega delovnega zvezka, torej da preberejo, podčrtajo glavno besedilo, vira in pa vire in tudi najprej naredijo naloge v samostojnem delovnem zvezku, potem pa jih čaka še virtualno oziroma digitalno okolje, v katerem pa vsa svoja spoznanja strnejo in pripravijo za poročanje v razredu. Tudi formativno spremljanje je vključeno, kar boste videli tekom predstavitve spletne učilnice, od tega, da učence seznanim z nameni učenja, kriteriji, samorefleksijo, preverjanja predznanja in tudi končnega preverjanja s kvizom. Tukaj gre za dva različna kviza in učenci so deležni tudi povratne informacije. Dokazi učenja so pa raznoliki. Rešen kviz, takojšnjo povratno informacijo, zapisi v spletne aplikacije, v samostojne delovne zvezke in na koncu tudi izbirna naloga. Zdaj, kako sem si jaz zamislila spletno učilnico? Samo malo, ja, takole. V spletni učilnici je smiselno, zdaj ne vem, ne poglobljeno razlagam zadevo,
Smiselno pa je vsekakor, da učencem sproti odkrivamo posamezne elemente, oziroma jaz sem to naredila po ploščah. Zakaj? Ker učenci, če imajo vse na razpolago in vse odprto, lahko te zadeve potem preskakujejo in naredijo stvari po vrsti. Tako da gremo najprej na začetek in s rdečo barvo je pač označena tista ploščica, ki je namenjena kot prioritetna za obravnavo. In v tem prvem delu učence seveda prej opozorim, da je v spletni učilnici, da jih čaka predstavitev dela, samostojnega dela, to že v razredu povem, in pa da bodo tudi že preverili, kakšno je njihovo predznanje o omenjeni tematiki. Potem pa jih v spletni učilnici čakajo nameni učenja, torej njim na razumljiv način predstavljeni učni cilji in pa potek dela. Se pravi, kaj bodo morali narediti, da bodo opravili nalogo in se samostojno nekako naučili učno temo, kaj bodo naredili doma, kaj bodo naredili v šoli in tako naprej. Potem jih čaka kviz o tem, kaj že vejo v 19. stoletju, torej obvezni temi industrializacije in vzpon meščanstva. Vse to si boste lahko potem tudi kasneje pogledali, ker bom dala ključ in geslo za vpis v spletno učilnico. Če pa želite, zdaj ne vem, Tihana, a je to kar sprot pokažem ali rajši na koncu? Jaz mislim, da je fajn, da kar sprot. Dobro. Torej, v tem primeru sem v Google obrazcih izoblikovala oziroma ustvarila kviz, s katerim učenci pač odgovorijo na določena vprašanja in na koncu dobijo povratno informacijo, v kolikšni meri že to temo poznajo. Se pravi, da osvežijo spomin na tiste stvari, ki jih bodo potem morda obravnavali. Potem pa učence razdelim na skupine in te ploščice potem so naslednje, ki jih odprem. To je prva, druga, tretja in četrta skupina. Zdaj, na kakšen način razdelimo učence po skupinah, lahko je to glede na interese, da rečemo, pač dokler se ne zapolni skupina, ne vem, če so lahko 4 v skupini, dokler se ne zapolni skupina 4, je pač odprta za to, da se učenec prijavi na skupine, ali jih pa določimo glede na zahtevnost naloge, ker nekatere naloge oziroma obravnava ali samostojno učenje vsebinskih sklopov je morda za koga malo bolj zahtevna. Potem jih pa vsako skupino pričakajo navodila, tudi navodilo, da na katerih straneh samostojnega delovnega zvezka najdejo besedilo in vire, kaj mora najprej narediti, da najprej preberejo, podčrtajo, naredijo naloge, ki se nanašajo na njihov vsebinski sklop in potem pripravijo neke vrste predstavitev oziroma povzetek tega, kar so se naučili za čas, ko bodo te svoje naloge predstavljali v šoli. Se pravi, če je obdobje 14 dni čas za samostojno učenje po skupinah, potem v dogovoru z učenci določimo, kdaj v šoli bodo te zadeve predstavili. Temu je namenjena približno 1 šolska ura, morda še del druge šolske ure, namreč predstavitve trajajo tam približno 7 minut. Takole in v Google dokumentu, potem sem že pripravila preglednico, v katero morajo učenci vpisati res ključne podatke na določeno temo in se pripraviti potem, ko bodo poročali pred razredom. Učencem, ko bomo to obdelali, to je stvar, ki jo bomo obravnavali šele na koncu šolskega leta, bom tudi povedala, da je pravzaprav bodo to zadevo predvajali oziroma jo bomo projicirali na tudi drugi učenci, kaj so naredili. V tej prvi, torej v prvem sklopu za prvo skupino so učenci še, imajo na razpolago še obdelavo fotografij, ki jih lahko pogledajo in jih potem tudi pokaže v razredu. Potem primerjava delavskega in meščanskega bivališča,
in na podlagi tega ugotavljajo, kakšna je bila razlika v življenju neke delavske, kasneje, ko govorimo o družini, delavske družine ali pa delavskega razreda in meščanskega razreda, in vse to nekako vključijo v ta skupen zapis. Na koncu potem še, kako so delavci se odzvali na delovne razmere, spet dobijo navodilo, da nekaj preberejo v samostojnem delovnem zvezku in spet v Google dokumentu v nadaljevanju izpolnijo list. In to so potem stvari, ki jih učenci predstavijo svojim sošolcem v razredu. To so njihovi, bi lahko rekli, izdelki. Čisto na koncu učence čaka v vsaki skupini še semafor dela v skupini, namreč da naredijo neko refleksijo, kaj so, v bistvu, kako so prispevali k delu v skupini, da označijo, v kolikšni meri so prispevali za to, da so to delo, ki ga bodo predstavili v razredu, dokončali, kaj so naredili koristnega za skupino, kaj zaviralnega, morda kaj so drugi naredili koristnega in zaviralnega, in potem tudi priporočilo za naslednjo skupinsko delo, ki ga seveda potem tudi, če je utemeljeno, upoštevam. Druga skupina je potem, se pravi, tukaj smo pri življenju tovariških delavcev, so učenci uporabljali aplikacijo Google Dokumenti in pa za semafor dela Google obrazec. Pri reševanju delavskega vprašanja pa so učenci oziroma bodo učenci uporabljali Padlet. To aplikacijo poznajo in so jo tudi uporabljali. In sicer, ko naredijo v bistvu v samostojnem delovnem zvezku, preberejo vse in naredijo nalogo, pripravijo v Padletu predstavitev za svoje sošolce in sicer z urejanjem dokumenta dopišejo bistvene značilnosti ali pa bistvene poudarke pri posameznikih, kako so prispevali k reševanju delavskega vprašanja in seveda tudi, kako se je v Veliki Britaniji s prvo delavsko zakonodajo reševalo to področje. Na takšen način dosežemo, da učenci v bistvu tudi vizualno, da jim ni treba neke nove izdelke delati, ampak s tem, ko povzamejo neko svoje učenje s pomočjo samostojnega delovnega zvezka, jim že hkrati omogočimo in ponudimo možnost povzemanja in tudi hkrati s temi povzetki učenci svojim sošolcem predstavijo svoja spoznanja, ki so tudi vizualno oziroma neke vrste podpora, vizualna podpora, zato da drugi lažje razumejo, kaj so se učili. In spet, isti semafor z mojega dela v skupini, učenci rešijo še refleksijo. Tretja skupina se potem ukvarja z družino. Seveda spet preberejo samostojnem delovnem zvezku besedilo, rešijo naloge, v tem primeru pa primerjajo družino, meščansko in delavsko družine z digitalnim Vennovim diagramom, tako da ga uredijo in zapišejo skupne značilnosti v presek in potem posamezne elemente ali pa posebnosti vsake družine v svoj del množice. In to je spet izdelek, s katerim učenci svojim sošolcem predstavijo meščansko in delavsko družino. In seveda na koncu spet rešijo, tako kot v vseh primerih, torej semafor dela. In zadnja skupina se ukvarja s položajem žensk. Ti pa v Googlovo prezentacijo vpišejo podatke in ta PowerPoint prezentacija, te prosojnice so spet izhodišče za predstavitev pred razredom. Takole na takšen način vpišejo in potem v razredu predstavijo svoja izhodišča in seveda naloge, ki jih v samostojnem delovnem zvezku učenci rešujejo ustno, potem pri sami predstavitvi predstavijo. Se pravi, ustno povejte, kateri argumenti so prepričljivejši. To je naloga, ki izhaja iz samostojnega delovnega zvezka. Čisto na koncu, po vseh predstavitvah v razredu, približno 7-minutne predstavitve v razredu,
so za vsak vsebinski sklop pa učenci še preverijo in ovrednotijo svoje znanje. Svoje znanje preverijo s Kahootom in sicer v razredu. Naročim jim, da prinesejo telefone ali pa po dva skupaj na telefon in potem rešijo kviz v Kahootu. In doma rešijo še semafor znanja. Ta semafor znanja se nanaša pa na vsebinski del. Se pravi, koliko znajo oziroma so si zapomnili ali pa znajo povzeti celotno življenje v 19. stoletju. In spet, v bistvu izhajala sem iz namenom učenja, naredila neke vrste kriterije in potem učenci zapišejo, v kolikšni meri določen zapisan kriterij obvladajo. In tudi poleg tega, da se nanaša refleksija na vsebino, se nanaša tudi na procesne cilje, se pravi, če znajo poiskati informacije o virih, če znajo izbrane informacije zapisati na krajši način po svojih besedah, če znajo narediti smiselne zapise in tako naprej. In na koncu sami sebe ovrednotijo, v kolikšni meri mislijo, da je v bistvu, s kolikšno oceno ali pa v kolikšni meri je njihovo ocenje, bi bilo ocenjeno njihovo znanje, če bi ga ocenjevali z ocenami. Čisto na koncu je pa potem spet delo za doma in sicer učenci lahko izbirajo eno izmed ponujenih nalog. Te naloge so zapisane v samostojnem delovnem zvezku na koncu in sicer se nanašajo na spomine oziroma dnevniški zapis, kjer v bistvu se prelevijo v vlogo delavca, otroka, ki je delal v tovarni, skratka nekoga iz 19. stoletja in zapišejo nek zapis, ki vsebuje zgodovinska dejstva in nalogo dajo na temu namenjeno mesto. Potem naslednje naloge, ki lahko vidite pred sabo, da ne bom zdaj vsega brala, ker je nesmiselno, vidite, a ne? Torej, vsak učenec se pač odloči za tisto nalogo, za katero meni, da bi se mu lahko zdela zanimiva oziroma s katero bi lahko poglobil svoje znanje. Tako. To je zdaj na hitro predstavljeno. V izbirnih vsebin jaz osebno še nisem obravnavala, a ne, preko spletnih učilnic, ampak samo obvezne vsebine, ampak ne glede na to lahko trdim, da bi znalo to učence privlačiti, ne glede na to, da so že vrnjeni v šolo, da jim je morda pouk v šoli bližji, ampak na takšen način se učenci tudi lahko lažje organizirajo in delajo v tistem času, ki ga lahko namenijo učenju, samostojnemu učenju. Se pravi, da ni točno določeno, kdaj se bodo učili in lahko tudi potem za to porabijo toliko časa, kot ga potrebujejo. Tihana? Če te smem dopolniti, je še en pomemben poudarek. Na ta način si tudi prehraniš verjetno tudi nekaj dragocenega časa med poukom v živo. Zagotovo, ja. Ki ga sedaj seveda morate namenjati utrjevanju že usvojene snovi nadaljavo oziroma kar hitite, da dosežete ritem, da ne bodo na koncu leta večji zaostanki, ne? Točno to, ja. Jaz sem zdaj, zdaj sem res načrtovala, ampak glede na načrtovanje bi za to obravnavo najmanj 4 šolske ure porabila v razredu. V tem primeru, če bi potekal pouk preko spletne učilnice, pa 1, maksimalno 2 šolski uri. Se pravi, že tukaj prihranimo nekaj časa. Kakšne so pa tvoje izkušnje z delom nadaljavo, recimo na katere izmed teh aplikacij se učenci najbolj odzivajo? Zelo radi imajo Kahoot, ki ga tudi zdaj še uporabljam. To je hitro preverjanje kviza v razredu na koncu šolske ure ali pa na koncu obravnave nekega učnega sklopa ali učne teme. Kvizi v spletni učilnici so jim blizu, pa potem takšne, recimo, ne vem, kratki posnetki, ki so v spletni učilnici, bodi si posneta razlaga, bodi si kratki zgodovinski izseki, ki so noter v spletno učilnico dani. To v bistvu je zdaj trenutno najbolj aktualno.
Spletne učilnice imam še vse odprte, seveda, ker učence navajam na to, da jih obiskujejo, da za nazaj poslušajo kakšno razlago, da rešijo kviz, vsi kvizi so odprti, tako da je smiselno, da učencem omogočimo dostop do teh učnih vsebin, ki smo jih obravnavali nadaljavo, pa je morda zdaj pri marsikakšna tema v bistvu ni bila dobro, se ni dobro usedla in jo lahko potem tudi za nazaj pogleda. Tako da kvizi bi jaz rekla, da trenutno najbolj delujejo. Zdaj vem, da si tudi za to temo pripravila kviz, pri uporabi zdaj trenutno pokazala. A nam pokažeš, vem, da imaš tudi za to temo pripravljen. Ja, imam. Prej si ga preskočila. Zdaj, če ga aktiviram, takole, vprašanja, ki izhajajo, to so vprašanja, zdaj, če grem na play, vse približno učitelji vejo, na kakšen način deluje Kahoot, zdaj, če dam play, ga bo treba odigrati. Ja, vem. Kaj praviš, Tihana? Ne, mislim, da ni treba. No, to so vprašanja, ja. In učenci se odločajo, to ni bilo možno prevesti, veš, Tihana. Ja, sem prej poskusila. Učenci, to so vprašanja, ki se nekako nanašajo na tiste cilje oziroma namene učenja in nekako zaokrožijo učno temo. Torej, zdaj, če skleneva, kakšne učinke ti pričakuješ od poučevanja izbirnih vsebin prek spletnih učilnic? Sva že omenili prihranek na času. Prihranek na času, pa samostojno in sodelovalno učenje. Če bi to šlo na dolgi rok, bi učenci je smiselno učiti, namesto da, ne vem, samo uporabljajo učbenik ali pa samostojni delovni zvezek in nekaj napišejo v zvezek, kar je sicer smiselno, ampak je smiselno tudi, da to svoje delo, to svoje učenje predstavijo ostalim. Se pravi, če to skupinsko delo, da ga predstavijo ostalim in da potem to prikažejo s pomočjo neke digitalne aplikacije, ki so jo že ali pa še bodo uporabljali. Se pravi, učence navajamo na uporabo informacijske tehnologije in pa na samostojno in odgovorno delo. To se mi zdi, da so take, da je neka dodana vrednost dela s spletnimi učilnicami. Seveda je smiselno tudi, da določene teme ponovijo, obvezne teme ponovijo znotraj spletne učilnice. Ampak tako bolj kompleksno uporaba spletne učilnice je pa ob učenju oziroma po spoznavanju izbirne teme. Neke obvezne teme se ne bi več lotila, če smo v šoli, se ne bi lotila zgolj v spletni učilnici. In imaš za letos v načrtu do konca leta vse izbirne teme v vseh razredih od 6. do 9. obdelati na tak način? Ja, po mojem bo to samo ena izbirna tema. Glede na to, da smo v zamudi, da je pouk nadaljavo potekal počasneje, da tudi zdaj pouk poteka počasneje, ker moramo za nazaj pokrpati določene primanjkljaje učencev, bo to verjetno samo ena izbirna učna tema. Jo bom pa seveda v spletni učilnici. Zdaj, Sonja se je odločila, da bo tudi z udeleženci današnjega webinarja delila to spletno učilnico, zato da si jo lahko seveda v miru preberete in pogledate, zakaj gre, ker danes smo se odločili, da ne bova toliko zelo natančno brali vseh navodil, ker je narejena res natančno in izčrpno, tako da boste pravi vtis dobili šele, ko boste vse v miru si ogledali, tako da Sonja ravnokar v klepet vam bo napisala podatke, ki jih potrebujete za dostop do te spletne učilnice in vas vabi, da si jo ogledate in mogoče dobite tudi kakšno idejo za sebe, za svoje poučevanje, če se boste odločili za tak način poučevanja izbirnih tem. Ja, zdaj tukaj poudarjam, da do te spletne učilnice bodo lahko dostopali tisti, ki imajo Arnesov AI naslov, račun.
Ja, se pravi, če nekdo uporablja nekaj drugega, nima AI računa, ne bo mogel vstopiti, ker je najprej mora priti z AI računom do Arnusovih spletnih učilnic, potem pa lahko vpiše ključ in se vpiše v spletno učilnico. Sonja, veš kaj, poslala si samo panelistom sporočilo, moraš udeležencem, veš, ga ne vidijo. Aha. Ja. No, medtem ko vam Sonja pošlje podatke za dostop do te spletne učilnice, vas pa seveda vabim v besedi, mogoče vaše izkušnje z poučevanjem prek spletnih učilnic ali pa mogoče kakšne misli, ki so se vam utrnile ob predstavitvi tovrstnega. Ja, zdaj pa je, hvala. Ob možnosti tovrstne obdelave izbirnih učnih tem. Seveda, to je pač neka dobra dediščina, rečemo temu, poučevanja na daljavo, ki jo lahko seveda ohranimo tudi pri pouku v živo, pa verjetno bi se še kaj takega našli iz poučevanja na daljavo, ki lahko mogoče popestri, olajša ali pa na drugačen način osmisli pouk v živo. Sonja, verjetno si bila dovolj izčrpna, vprašanj zaenkrat še ni, tako da če se vam mogoče ob samem ogledu spletne učilnice utrne kakšna ideja, vprašanje, nam ga lahko tudi pošljete po elektronski pošti na ucbeniki@mkz.si. Poskrbeli bomo, da boste prejeli odgovor na vprašanje, odgovorila vam bom jaz, če jaz ne bom znala, pa vsekakor Sonja. Tako, danes smo bili hitri in učinkoviti, kot se za webinarje spodobi, ker smo se tudi naučili, da webinarji in podobne dogodki v živo preko računalnika naj ne bodo predolgi. Tako da tudi to smo danes upoštevali. Hvala vam, da ste bili danes z nami. Upam, da se kmalu vidimo še ob kakšni drugi priložnosti in želim vam vse dobro in nasvidenje. Nasvidenje.